Beseda. V začetku je bila beseda. In beseda je bila pri Bogu. In Bog je beseda. Društvo Belis se začne s črko B. In je beseda Belis beseda, močna beseda. B je tudi Božič. Veselo oznanilo, da se je rodil Božji sin. Ni bil ustvarjen Jezus Kristus. Rodil se je. Bog je najprej ustvaril nebo in zemljo. In potem je rekel, bodi svetloba. Rekel. To se pravi, je izrekel besedo. In ustvarjeno je bilo nebo in zemlja. In svetloba. Ustvaril je tudi prva dva človeka. Ustvaril. Iz prahu. In postala sta živa, ko jima je vdahnil svojega duha, svetega duha, duha življenja, skozi nosnice. Bog je rekel, bodi rastlinje, in nastalo je rastlinje. Živali, z besedo ustvarjamo lahko raj, lahko pa pekel. In kdor živi z besedo, ki je ljubezen, s katero je Bog vse ustvaril, kar lahko preberemo tudi v Janezovem evangeliju, 1. poglavje, da je ljubezen tista, s katero je Bog ustvarjal. Beseda je ljubezen. In kdor ima to besedo v srcu svojem, je človek ljubezni. Kdor te besede nima v srcu svojem, ni človek. Kdor nima ljubezni, je antikrist. Kdor ima ljubezen, je Božji sin, Božja hčera. In Adam in Eva sta bila res ustvarjena z besedo. Bila sta ljubezen, vendar sta šla v sodbo. In rodila sta po odmiku od Božje besede. Rodila sta dobrega sina in slabega sina. Ne pa Božjega, ljubečega, nista rodila besede. In vsi priroki, vsi, ki so bili povezani z Božjo milostjo, z Božjo modrostjo, so napovedovali, da se bo slej ko prej rodil Božji sin. Beseda bo postala meso in prinesla bo na zemljo življenje, radost, zdravje. Jedniki bodo osvobojeni, je bilo obljubljeno. Bolniki bodo ozdravljeni. Žalost se bo spremenila v radost. Smrt v večno življenje. To je bila obljuba dana. Ni pomembno, na kateri dan praznujemo Božič, rojstvo Božjega sina. Prvega sina, ki se je rodil iz Marije, zemljanke, ki je tudi molila, da bi bila izbrana za to rojstvo. Da ne bi rodila v bolečinah, ampak v radosti. Predstavljajte si njen porod. Sredi hlevčka je rodila brez zdravnikov, brez injekcij, brez prediranja mehurja, brez tablet proti bolečinam. Rodila je z ljubeznijo. Ni vpila, da bi jo slišali 3 kilometre naokoli. Rodila je ljubezen, ki ne daje bolečine. Kdaj je rekel Bog Evi, da bo rojevala v bolečinah? Po padcu, ko je njega zapustila,
ko je zapustila izvor drevo življenja in je šla v sodbo, v drevo spoznanja dobrega in slabega. In Bog je rekel, sedaj boš pa rojevala v bolečinah. Zakaj? Ja, ker je šla v drevo spoznanja dobrega in slabega. Slabo je bolečina, slabo je smrt, slabo so ločitve, bolezni, zapori. Dobro je samo dobro, ni odlično. In rodil se je po Božji volji in po Božji milosti v moči Svetega Duha. Božji sin ni bil ustvarjen, rodil se je. Zato se res cel svet lahko veseli kadarkoli. Ali je to 25. december ali 6. januar, ni pomembno, kdaj si izberemo datum rojstnega dneva Božjega sina Jezusa, prvega, ki se je rodil brez bolečin matere. Nikjer v Svetem pismu ne piše, da je vpila. Nikjer. Nasprotno. Angeli so bili prisotni. In angeli so pozvali pastirje, da so prišli pogledati Božjega sina. Aleluja se je pela. 3 kralji z vzhoda so prišli pozdraviti Božjega sina, ki se je rodil zato, da bi se na zemljo vrnila radost, ljubezen, smeh, zdravje in življenje. Odprla so se vrata za milosti, neskončno velike milosti. In pravi Božič je Božič radosti, veselja, da imamo odrešenika že na zemlji, drugega Adama, brezgrešnega, čistega, zvestega Očetu nebeškemu, ki je samo ljubezen. Samo z ljubeznijo lahko ustvarjamo tako čudovite stvari, kot so ustvarjene na tej zemlji. In Bog je ljubezen. In Bog je rodil skozi Marijo, ker je obdal Svetim Duhom, tudi ljubezen. Dal nam je svojega sina, s katerim je bilo vse ustvarjeno. Ker Bog je z ljubeznijo ustvarjal ta svet in z modrostjo. In zaradi paca je zemlja bila dolgo v porodnih bolečinah. In čakali so rojstvo Božjega sina, ki bo odvzel vse te grehe, greh trpljenja, greh smrti, greh ločitve, greh vojen, greh posledic odpada od drevesa radosti in življenja. In rodil se nam je že davnej, pred 2022 leti, se je rodil Božji sin. In veliko ljudi ga ni sprejelo. Zelo veliko ljudi ga ni sprejelo. Celo križali so ga. Zasmehovali so ga. Se brili norca iz njega. In vendar je prišel za vsakogar, za vas, zame, za vse nas je prišel. Za najhujše grešnike, za bolnike, za vse je prišel, za zapornike. Samo sprejeti ga moramo. Sprejeti to resnico. Ta evangelij, radostna vest, ki pravi, sprejmite brezplačni dar, darilo, dobesedno iz neba, sprejmite to ljubezen v svoje srce. In nehajte delati stvari, ki niso v skladu z Božjo voljo in z ljubeznijo. Nehajte. Nehajte izkrivljati Božjo besedo. Nehajte sejati bogove na zemlji, ker niste. Nismo. Smo Božji otroci. Ko sprejmemo ljubezen v svoje srce in ko dovolimo, da naše roke delajo dela ljubezni, ko hodimo z ljubeznijo po tej zemlji, ko nam ni vseeno, če so ljudje lačni, strgani, po krivici obsojeni, po krivici v zaporih,
posiljevani. Ni nam vseeno in ne sme nam biti vseeno, če se ljubezen tepta. Če ni ljubezen na prvem mestu. In božič je dan, ko se vsi znova in znova lahko zahvalimo za ta sveti trenutek, ko se nam je rodil na zemlji Božji sin, ki nam je pokazal pot, ki nam je pokazal življenje, kaj je življenje, kaj je volja Boga, kaj je pravo Božje kraljestvo. In ta večer, ne glede na to, a ga že praznujete kot sveti večer, ali ga boste praznovali mogoče 6. januarja, ali mogoče katerikoli dan. Ta večer je tisti večer, ko lahko rečemo hvala, iskrena hvala, da se nam je rodil na zemlji Božji sin, ki odjemlje grehe sveta. In sprejmimo ga prav vsi v srce, v naše misli, v naša čustva, v naša dejanja. In blagoslavljajmo ljudi, ki so v tem trenutku še ne evangelizirani, ki še ne vejo, kdo je Gospod Jezus Kristus in zakaj je prišel na to zemljo. Blagoslavljajmo naše sovražnike, tiste, ki so preganjali skozi zgodovino Božje otroke, ki so jih križali, ubijali, zapirali, teptali, zato, da bi tema ostala na zemlji. Vendar tema nima možnosti, da bi obstala, ker luč je tista, ki spreminja temo v luč. Ljubezen je tista, ki spreminja bolezni v zdravje. Ljubezen je tista, ki smrt spreminja v življenje. Ljubezen je tista, ki zapornike osvobaja, bolnike ozdravlja, ki spreminja temo v luč. In naj bo danes za vse nas sveta noč, ki naj nikoli ne mine. Naj bo sveta noč za vsakega izmed nas, sveta noč za večno. Zakaj bi ugasnili to luč v sebi in v družbi? Zakaj? Le zakaj? Bodimo ta luč, Božja luč, bodimo Božji otroci. Bodimo beli otroci. Črka B, belina. Črka B, Božič. Črka B, blagoslovi. Črka B, Božji. In belis je luč, ki se je prižgala v meni leta 2002. Bila sem žalostna, jezna na zdravnike, na marsikoga. Bila sem ponovno v peklu. In vendar se je ponovno prižgala luč v meni, ko sem odpustila in se ponovno za ljubezen odločila. Zato, če imate v srcu v tem trenutku kakršnokoli zamero do kogarkoli, odpustite. Za sebe to naredite, da boste imeli čudoviti, lepi Božič in lepo sveto noč. In da bo v vašem srcu brezpogojna ljubezen, ker je tudi prva alineja Društva za srečno življenje Belis, 9. člena. Bodimo ta luč. Bodimo ljubezen, ki bo vso temo, ne samo v nas, ampak tudi okrog nas in v svetu spremenila v luč. Da bomo srečni, veseli in v skupnosti drug z drugim. In to je moje
iskreno sporočilo danes za vse nas. Naj bo sveta noč, ki naj nikoli ne mine za nikogar od nas. Hvala lepa za vašo pozornost.